Prihajam iz 11. bataljona za zveze. Bil sem tudi štipendist Slovenske vojske. Ta misija je v bistvu zelo dobra izkušnja za pridobiti nova znanja, ki mi bodo tudi kasneje kot štipendistu Slovenske vojske, ko se bom zaposlil v Slovenski vojski, pomagala pri izvajanju dolžnosti. V naši sestavi imamo 9 pogodbenih rezervistov. Zdaj, kar se tiče dela z njimi, se dela čisto profesionalno, tako kot si naši ostali. Dobro je to, ker imajo določene izkušnje iz civilnega življenja in pripravljeni na vojaške izzive. Dejansko ni bilo z njimi nobenega problema, vsi so delali zelo profesionalno. Vejo, zakaj so tle dejansko. Približno 8 let pripadnik 132. gorskega bataljona. Trenutno se pa nahajamo na vhodu v Pečko patriarhijo, kjer pač ustavljamo vozila. Rezerve, sicer pa zelo enakovredno opravljajo naloge, tako kot ostali pripadniki obeh čet, ne glede na to, kakšne zahtevnosti je naloge. Zdaj, kar se tiče rezervistov, v bistvu v nički posebej tako ne odstopajo. Niti se mi ne zdi, da bi neko te psihološki brati bili potrebni nekaj posebne obravnave ali kaj podobnega. Ker bom rekel to, da je bilo za 6 mesecev doma, je nek segment, ki močno vpliva na ljudi. Še posebej, če imaš doma družino in če doma nisi uspel, bom rekel, vsega čist do konca porihtati in je potem zdaljave bistveno težje te stvari urejati. Da bom rekel, druga stvar je pa to, če se pa tudi na terenu te stvari dogajajo, to je potem pa čisto posebna zgodba. Tako kot recimo jeseni, ki je bil sever precej aktualen, so te medosebni odnosi postali kar malo, bom rekel, tako manj problematični, oziroma so fanti do tega razvili precej večjo strpnost. Tako po starem, zunanji sovražnik je odličen kohezivnostni faktor in ki se fanti zavedajo, da bom rekel, je od zunaj, bom rekel, situacija, ki je sila neugodna za njih, so razvili precej večjo frustracijo, toleranco do medosebnih konfliktov, kot je pa prej.